Hello everybody! Pozdravljeni vsi skupaj, ponovno nazaj na kanalu Greg Skort, Gregor z vami, nekaj časa se že nismo slišali. In hej, dobre novice, Dallas igra odlično, Dallas nadaljuje z zmagovalno serijo in Luka igra na MVP nivoju. Tega se lahko veselimo, to smo nekaj časa čakali in končno se je zgodilo. Luka je stari dobri, igra tako, kot smo ga navajeni iz prejšnjih sezon, je absolutni nosilec svojega moštva in zmage se kar vrstijo. Že vnaprej se vam opravičujem, trenutno sem na maleko slabšem glasu, ampak mislim, da bomo zborbali tudi tole. Še preden odpremo glavne teme današnje, pa vas vljudno povabim, če še niste, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Smo malenkost pred veliko številko, da tako rečem, nekim novim menikom, 20.000 subscriberov, res izredna zahvala vsem skupaj. Tako da vljudno vabljeni, da se nam za podobne analize in highlightse pridružite. Skratka, danes bomo malo razširili debato, ali je Luka trenutno med top 3, top 5 igralce NBA lige. Zakaj je, zakaj še morda ni? Kdo so trenutni MVP kandidati in kam spada Luka? Kaj Luko dela boljšega oziroma mogoče malo slabšega od te liste? Kaj pravi statistika? In kaj je pomenilo to, da mediji niso namenili glasov Luki v glasovanju za NBA All-Star začetno peterko? Zgleda, kot da je vse skupaj dvignilo. Gremo lepo po vrsti. Torej, ali je Luka trenutno med top igralci NBA lige? Nedvomno. Seveda, da je. Zdaj, kako visoko, je pa drugo vprašanje. Ne? Trenutno, če gremo na hitro, po nekih statističnih podatkih, med najboljše seveda spadajo Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, pa mogoče, če se navežem samo na najboljše ekipe, Phoenix in pa Miami. Pri Miami je skoraj težko koga izpostavimo, ker so tako ekipna, se pravi tako ekipno moštvo. Morda je to lažje narediti pri Phoenixu, kjer izstopa vsaj točkovno Devin Booker in pa Chris Paul s svojimi asistencami. Ampak mogoče njih dva še ne bi dal tukaj med najožje kandidate. Nisem omenil Ja Moranta, nisem omenil Trae Younga, čeprav sta tudi tukaj. Ampak po mojem mnenju je Luka v tem trenutku med top 4 igralci. Torej, Embiid, Antetokounmpo, Jokić in pa Luka Dončić, pa ne v točno takšnem vrstnem redu, kot sem zdaj dejal. Skratka, MVP kandidati so bili na zadnje objavljeni kakšen tedni nazaj, če se ne motim. Takrat se je Luka že znašel med top 9. Krasno. To je neka potrditev, dokaz, da ga vendarle spremljajo, da mu dajo nek kredit, spoštovanje, kakorkoli. Ja, zakaj pa ne? Poglejmo, kako igra Luka v zadnjih dneh. Vsej tisti, ki podrobneje spremljate ligo, ste že sami opazili, da je Luka v res top formi in tako fit je fizično, kondicijsko, kot tudi igralsko. Ne? Tu več ni dobene dileme, z lahkoto dosega točke, asistence, skoke in tako naprej, triple-double se vrstijo. Ampak najbolj zanimiva zadeva zame osebno v tem trenutku je, kako je Luka motiviran točno po tem, ko ni prejel teh tako zelo omenjenih glasov za začetno peterko All-Star. Zdaj, če si jih je zaslužil ali ne, je druga debata. Bolj se nagibam k temu, da niti ne preveč. Za začetno peterko mogoče ne, vemo. Na začetku je imel zelo počasen start, imel je težave s tem in onim, to smo že obdelali. Ampak zdaj, tekme so se zvrstile proti 76ersom, še prej proti Memphisu, zdaj proti Atlanti. Vse to so moštva z glavnimi MVP kandidati. Ja Morant, Embiid, Trae Young. Luka in Dallas so jih obrnili. Memphis celo dvakrat. In ni bilo niti blizu. Luka je recimo samo proti Atlanti, saj vemo, dobil zelo hitro 5 osebnih napak, ampak to nema veze. Trae Young na drugi strani ni imel najboljšega strelskega večera, Luka ga je na nek način zasenčil. Pa ne samo njega, Embiida so stisnili v kot v drugem polčasu, oziroma ne toliko v kot, ampak so ga vrgli ven iz rakete, ko je Kid postavil cono. Fenomenalna odločitev. Skratka, ni se nadaljuje,
tudi z današnjo tekmo proti Detroitu, ki sem se jo po pravici povedano celo malo bal. Hej, Gregor, kaj je s tabo, kaj se boš Detroita bal, druga najslabša ekipa v ligi? Ja, a se spomnite primera z Orlandom? A se spomnite dveh primerov z Orlandom? Ja, mogoče malo podcenjevalni odnos, evo in je bil tukaj poraz. Na srečo se danes to proti Detroitu ni zgodilo, ni bilo niti blizu. Luka pa je igral kaj na 50%, ma saj nema veze, v glavnem. Gladka zmaga, spet lepe številke za Luko in to je to. Mediji. NBA mediji so še vedno načeloma tiho. Izbrali so ga zdajle trenerji v rezervno postavo za All-Star, povsem zasluženo, saj neke dileme sploh ni bilo, ampak mediji so še vedno tiho. Nazadnje se je oglasil nekdanji NBA košarkar, nekdanji odlični NBA košarkar Richard Jefferson, ki se je jasno nagnil na stran Luke Dončića proti Trae Youngu, no, v tem trenutku pač glede same izbire igralca. Ni neke dileme, to sploh ni neko vprašanje, je dejal, to so njegove besede. Odlično, nimamo kaj reči, se strinjamo. Skratka, veseli, da je Luka nazaj in hej, pred nami sta dve tekmi, močni tekmi proti sicer letos nekoliko slabšim LA Clippersom, dost poškodb in temu primerna pozicija na lestvici nekoliko slabša. Ampak hej, v zadnjem času, predvsem takrat, ko je Luka član Dallasa, od takrat, no, imamo z LA Clippersi zelo zanimive tekme, vse vemo, končnica, ne, tisti match-upi. Še danes se sprašujem, kaj bi bilo, če bi bil Luka zdrav, če bi bil Kristaps Porzingis zdrav, kako daleč bi Dallas kakorkoli prišel. Ampak dobro, čisto možno, da je letos nova priložnost, da izkoristimo ali proti LA Clippersom ali komu drugemu. Jaz osebno bi najraje želel Memphis. Zakaj? Zaradi tega opevanega Moranta, ampak to je že neka druga zgodba, ne? Kakorkoli. Tako, kaj je najbolj zanimivo v tem trenutku? Ja, kaj drugega? NBA trade deadline se bliža, zdaj je tale tržnica odprta, da tako rečemo, zadnji dnevi se iztekajo. In ja, če smo se kaj naučili od Dallas Mavericksov, verjetno ne bodo preveč aktivni. Sicer je prišla ven informacija, da so ponudili po nekih neuradnih ocenah Tima Hardawaya Juniora, da bi pridobili Carisa Laverta iz Indiane, ampak koliko je na tem ne vemo, naj bi bila v ozadju neka 11-urna celo pogajanja, v to močno dvomim. Kakorkoli, problem je eden. Vsi pričakujemo zelo veliko, da bo prišlo v Dallas, da bomo končno okrepili ekipo okoli Luke, ampak hej, glejte ga zlomka, ne. Dallas ima naslednje leto za plači dve max pogodbi, ne. To je zelo potrebno poudariti. To sta Porzingis in Luka, ne. Luka ima že naslednjo sezono max. In tukaj je veliko denarja. Vse, kar želimo novega pripeljati, če želimo kaj odmevnega pripeljati, je to že najverjetneje luksusni davek. Zdaj, kaj imamo ponuditi? Ja, težko kaj, ne? Veliko ekip trguje z piki na draftih. Mislim, da do leta 2025 mi ne moremo nič trgovati, zato ker že imamo, ne? In smo v zadnjih 2 letih, 3 naredili kriminalno dejanje glede drafta, ne? Edini, ki se je kolikor toliko dokazal, je zdajle Green, ne? Ki je zdaj komaj pod vodstvom Kida prišel do nekega izraza, ne. Tako da vprašanje, kaj bo. Status Gorana Dragića, če se smem dotakniti, je tudi še pod vprašanjem. Govori se vnovič, da ga bo Toronto probal spraviti iz svojih vrst, pa vemo, Goran je veteran, ima pa vseeno močno pogodbo, tako da bo težko, ampak resnično upam, da se tale saga okoli našega zlatega kapetana konča, vendarle si zasluži že igranje in pa da gre malo stran od teh zasebnih težav, ki ga v zadnjih dnevih malo mantrajo. Kakorkoli, dobro, malo smo sklenili dogajanje zadnjih dni, dogajanje okoli Dallasa, Luke, MVP kandidatov in vsega skupaj. Ne pozabite, izredno zanimivo, mi je vaše mnenje, zelo ga cenim, rad ga pokomentiram, tako da vas tudi danes povabim, da se vključite v debato spodaj v komentarjih. Kaj ste vi mogoče videli v zadnjem času glede Luke, kako vidite to njegovo novo motiviranost po vseh teh All-Star debatah, tudi vi opazite, da je bolj motiviran,
nedvomno opazite, da je v izredni formi. In pa vse ostalo, glede dogajanja okoli NBA. Še enkrat vabljeni tudi, da se naročite na moj kanal. Blizu 20.000 naročnikov smo v res izjemnem mejniku. Še enkrat, nikoli ni dovolj. Izredna zahvala vsem, ki me spremljate. Se bom trudil za ažurno vsebino še naprej. Gregor sem bil z vami, lepo vas pozdravljam, do naslednjič. Bodite lepo in srečno.